Veselinovič, z nastopom novega vodenja Evropske komisije in novih imenovanj komisarjev se skoraj vedno spreminjajo tudi poudarki, prioritete, ki jih novo vodstvo želi izpostaviti in izpeljati v svojem mandatu. Vi kot naš predstavnik v Bruslju in vodja Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja ste že spoznavali nove usmeritve. V ospredju našega zanimanja tokrat je seveda nov program financiranja znanosti, inovacij in raziskav v letih 2021 do 2027. Pa me zanima, kakšen je vaš prvi vtis o programu? Ja, hvala lepa za vprašanje. Kot vedno zadanete prave teme. Nova predsednica Evropske komisije je štartala zelo ambiciozno, bilo nekaj pač zapletov okrog same komisije in izvolitve, potem, ko je to opravila, je v bistvu kakšen dober teden dni nazaj lansirala tako imenovan Green Deal, rekla bi zeleni program, kar bo neka rdeča nit, se pravi zeleni program bo rdeča nit Evropske komisije delovanja vnaprej. In ta program, sem tudi danes predstavil na Kemijskem inštitutu, je zelo ambiciozno zastavljen in bo postavil Evropo, če bo uspel, ali pa Evropsko unijo oziroma z prihodnimi pridruženimi članicami, da tako rečem, tistimi, ki se delujejo z Evropo, kot je recimo Norveška, Švica in tako naprej, bo postavil Evropo v bistvu kot prvo državo na svetu, ali pa rečemo grupacijo držav na svetu, kot celino, če hočete, z tovrstnimi ekološko vztrajnostnimi, zdržnimi cilji. Evropa bi po njenem načrtu, po načrtu te komisije, ne bi bila torej res kot zelena celina. Program je zelo ambiciozen, torej ona je predstavila ta program v smislu od spremembe obstoječih predpisov do tega, da se bo Evropska komisija vmešavala v nacionalne programe držav, kako seveda tudi posamezne nacionalne države izvaja te programe, tovrstnega ozaveščanja, zelene ekonomije, ciklične ekonomije, vzdržnostnega razvoja in podobno. Torej ne bo prepuščeno neki stihiji? Ne, to bo rdeča nit celotnega 7-letnega obdobja in bo 35% sredstev iz obzorij 2020, oziroma iz obzorij Evropa, torej 21-27, bo namenjeno temu programu, torej Green Dealu, torej zelenemu programu. To je res celostno zastavljeno, torej od spremembe regulative do medfinanciranja za tiste, ki so recimo manj razviti, da dojamejo neko stopno to vrstno in se potem grejo naprej to veliko igro, da tako rečem, do vseh onesnaževanj okolja, ki so cilji dodatno poostreni, do tega, da Evropska investicijska banka po letu 2021 ne bo več financirala projektov, ki imajo za osnovo fosilna goriva, to je pomemben podatek. Torej, cela vrsta, temu času ekoloških, zdaj seveda to širše obravnavamo, lahko bi rekli zelenih ciljev. Tako da, moram reči, cilji so zelo zanimivi, tudi Slovenija lahko tukaj najde svoje mesto, ker je seveda tukaj cela vrsta poudarkov, ki so tudi lahko za nas zanimivi, ne samo, da jih naredimo doma, da prispevamo k Evropski uniji s kakšnimi svojimi izsledki, patenti, storitvami, izdelki in tako naprej. Tako da, to je to. Kar se tiče zdaj čist verbalnega dela. Seveda se pa, kot finančnik rečem, vedno vse se začne in konča pri denarju. Ta program seveda mora pa zdaj, evropskega proračuna še ni, evropski proračun je sedaj, se ne veliko lobira, kakšen evropski proračun, problemov je zelo veliko, kajti to bo res velik boj za ta evropski proračun, ker so se postavili nekatere države, Avstrija, Danska, Švedska in Nizozemska, to so med največjimi neto plačnicami evropski proračun, so se postavili na tezo, da hočejo manj plačati, da hočejo, da bo njihov prispevek samo 1% bruto domačega proizvoda, ne več. In seveda, koliko bi šlo to v to smer, da bi to uspeli izsiliti, da tako rečem, potem se ta proračun, ki je sedaj pripravljen kot predlog, se popolnoma podre. In tudi proračunski del za obzorja Evropa, torej za znanost, raziskave in inovacije. No, poglejte, kot navajajo dokumenti, je nova ideja o programih za misije, gre za močno sodelovanje. O tem ste vi tudi predavali tule že v Sloveniji, ki naj bi imelo merljiv učinek za področja, ki so pomembna za velik del prebivalstva. Raziskovalci so v minulih letih bili doslej navajeni, da so se združevali v tako imenovane konzorcije.
Zdaj te zamenjujejo tako imenovane misije. Ne? Že lansko leto ste vi o tem govorili pri nas. Ne? Kjer naj bi se pa zbirali predlogi in se potem izbrala neke zmagovite pobude. Je pa zanimivo, da kar 10% proračuna naj bi se v naslednjih 3 letih osredotočalo na nekaj misij. Predlagane pa so področje, to kot ste že rekli, ne, podnebne spremembe, zanimivo tudi rak, vode, oceani, pametna mesta in pa hrana. Pa se me zanima, so te in še katere spremembe v prid Sloveniji in kje vidite tu vi kakšno prednost ali pa manjko? Ja, misije ne bi celo med 10 in 30% proračunskih sredstev porabile iz obzorja Evropa. Tako da, če upoštevava 35%, kot sva rekla prej, torej za zeleni program, pa tukaj 10 do 30% za misije, ne, že kar malo ostane za ostale stvari. Ne. Evropa ima zelo, res močno usmeritve zdaj, torej zelena Evropa, ne, zeleni program in potem teh 5 misij, ki ste jih našteli. Jaz mislim, da v vseh misijah nekje se pokrivajo, ne, recimo prva misija klimatske spremembe se pokriva z zelenim programom, ne. Tako da tukaj pač je nekaj sovpadanja, bi rekel. Te vode pa oceani, ne, gre vode tudi, v ta kontekst, ne. Tako. Ne, pa klimatske spremembe, pa nevtralna mesta, ne, to se pokriva delno z zelenim programom, vendar vseeno. Ne, Slovenija vsekakor lahko najde veliko prostora tukaj. Je pa res, da Slovenija bo se težko loti morda kakšne kompleksne naloge. Mi se po mojem moramo specializirati na niše. Se pravi, da mi recimo v neki misiji, ki je tudi konzorcij, ne, misije bo ravno tako konzorcije prijavljala. Ampak ne tako, kot je bil klasičen, ne? Tudi lahko so klasični konzorciji, ker je nemogoče, da bi nekatero misijo recimo pokrivalo samo eno podjetje ali pa nek inštitut ali karkoli. To bojo vse konzorciji, ki bojo v bistvu lahko rečemo tudi klasični, seveda z novimi temami, v tem smislu so to neke nove oblike konzorcijev, z novimi aktualnimi, modernimi temami, če hočete. In tukaj v teh konzorcijih je prav gotovo prostor za slovenske deležnike. Ne. Seveda z nekimi specialističnimi, nišnimi torej storitvami, izdelki. No, cilji strani komisije predstavljajo skladno politično utemeljitev, za kar naj bi se seveda porabljal ta denar. Ne? Kot kaže, pa bodo sprejeli tudi konkretne korake, predvsem za boj proti podnebnim spremembam, to, kar ste že kar nekajkrat omenili. Ne? Predsednica komisije von der Leyenova jih je označila kar za nalogo naše generacije. Ne? Komisija naj bi podprla tudi prizadevanje za krepitev demokracije, napredek blaginje in tako naprej. Ne? In dokument, kot kaže, organizira raziskave, ki ustrezajo predsednici in pa njenim političnim ciljem. Pa še enkrat, se Slovenija vidi v teh smernicah? Poglejte, ena od pomembnih nalog von der Leyenove in tudi nove komisije je v tem, da točke njenega programa, tega zelenega programa, Green Deala, tudi vsebuje to, da bo lahko vplivala na nacionalne zakonodaje in usmeritve. Se pravi, komisija bo države, ki ne bodo sledile temu zelenemu programu, s svojimi lastnimi nacionalnimi programi, opozarjala in jih bo lahko tudi usmerjala v smislu, ker seveda financira to. Ne. Podobno kot pri koheziji. Ne. Kohezijo sicer mi sami razdeljujemo z razpisi preko ministrstv, vendar Evropska komisija oziroma Slovenija mora uskladiti te razpise oziroma to pametno specializacijo operativnih programov z Evropsko komisijo. Če noter niso cilji, ki jih Evropska komisija podpira, ne podpre, torej ne odobri takšne pametne specializacije oziroma operativnega programa. In tukaj bo verjetno nekaj podobnega. Se pravi, bo ona lahko pri tega inštrumenta usmerjala torej te zelene cilje tudi posameznih nacionalnih držav. To je pomembna zadeva. Torej, mi smo člani Evropske unije in seveda bo Evropska komisija preko naših oblastil na nek način tudi na nas povratno vplivala. No, kot ste rekli, seveda gre za tako imenovan Evropski zeleni dogovor. Ne? Po drugi strani pa tudi poudarki so, da se Evropa mora razvijati v tem smislu, da ustreza digitalni dobi, ne? To je razvoj gospodarstva, ki dela za ljudi in ustvarja močnejšo Evropo v svetu. Ne? A se vam zdijo to preveč ohlapne smernice ali bo njihova operacionalizacija odpirala možnost tudi za znanstvenike, gospodarstvenike pa raziskovalce? Ja, dobro vprašanje, ker dejansko tudi včasih, ko predstavljam te programe evropske podjetjih, inštitutih in tako naprej, v tej fazi sedaj nekdo reče, jaz mislim, da bo kaj bolj konkretnega. Ne?
In v bistvu je to vaše vprašanje, ne? Ampak v tej točki ne, ni še konkretizacije. Ne? Tukaj se gre od abstraktnega k konkretnemu. Ne? Pa imamo zdaj neke splošne cilje, v katerih se recimo vsi strinjamo, ne? In potem seveda bo sledila konkretizacija. Podobno pri misijah, imamo zdaj 5 misij, ne? Ampak kakšni bodo konkretni razpisi, pa te odbori teh komisij, ki so in svetovalci, ki so pripeti na te odbore, zdaj počasi začeli delati, imeli so že par sestankov in počasi določajo konkretne teme. Ne? Skratka, mi gremo zdaj od abstraktnega k konkretnemu. In ko me v kakšni firmi kaj podobnega vprašajo, če vemo že kaj konkretnega, to se sedaj dela, sedaj je pravi trenutek za nek input, tudi z slovenske strani, če ima recimo, ne vem, nek inštitut, neko idejo, kaj bi na svojem področju bilo smiselno vključiti v neko komisijo, in zdaj trenutek, da se to lansira. Ne? Se pravi, morda zdaj še pol leta do 1 leta je zdaj pravi timing, prava časovna točka ali pa obdobje, ko je treba svoje ideje lansirati. Seveda, to počnemo tudi mi. Pomagamo to lansirati, seveda, lahko seveda podjetja in inštituti pošljajo direktno na Evropsko komisijo, ampak vedno pravim, če naredite to, pošljete paralelno še prek nas ali pa samo prek nas. In da potem imamo mi ta input, da potem tam predstavljamo kot stališča slovenskih deležnikov in da iz tega čim več pridobimo. No, še nekaj o denarju. Ne? Novi parlament bi lahko tudi zmanjšal začasni proračun, ki pravite, da seveda še ni čisto oblikoval. Trenutno je, mislim, da predlagan cirka 107 milijard evrov, se mi zdi. Ne? Ampak od tega menda naj bi 13 milijard šlo za raziskave na področju obrambe. To ste obrazložili. Ne? Kako bi to lahko vplivalo na zmanjševanje možnosti pridobivanja projektov, če seveda recimo Slovenija nima znanj, ki bi vključevala se v to področje? Ja, kot proračuna, lepo ste rekli, je veliko še negotovosti. Se pravi, po novem letu se bo začela bitka za proračun. Nekatere države, ki mislijo, da preveč plačujejo, bodo rinile v svojo smer. EU13 bo rinil v svojo smer, da hoče pač tudi neke ugodnosti, da ujame ta prepad do razvitih, ne, da tukaj čim se bolj zmanjša ta razlika. Ko tukaj je res zelo veliko odprtih stvari. Zdaj, trenutne številke, ki krožijo okrog obzorja Evropa, v Bruslju so precej manjše kot 100 milijard, ne se bojim. Ker je pritisk na zmanjšanje proračuna velik, strani razvitih, prihajamo v obdobje večjih nacionalizmov in obdobij, ko so razviti pripravljeni manj plačevati za manj razvite. In to bo glavna bitka, bi rekel, za ta novi evropski proračun za 7-letno obdobje. In bojim se, da seveda, mi smo aktivni v nasprotni smeri, ampak bojim se, da je proračun za znanost, raziskave in inovacije zelo pod pritiskom. Zato, ker regionalni denar, katerega namen bo, da se zmanjša regionalne projekte, regionalno financiranje, so se v bistvu ravno EU13 države, ne, razen Slovenija morda v tem kontekstu, uprle temu. Ne. Ker pravijo, če bi denar za znanost in raziskave, več denarja, bodo to razviti pobrali. Če pa mi financiramo manj razvite regije, je pa to zanesljivo, da mi dobimo denar. Tukaj je zdaj glavna igra evropskega proračuna. Ko to bo še res trd boj, ne, in ko bo enkrat proračun za nami, bo neka velika bitka te komisije, prva velika bitka bo za njo, ne, in potem se res lahko še ne pa konkretno delati. No, vse ravno to, kar ste rekli, ne, poznavalci res vedno bolj opozarjajo, da lahko tudi razne geopolitične napetosti okrepijo ali pa zmanjšujejo recimo pomen takih razprav, ne, kako se lahko Unija sploh zavezala, da bo podpirala najboljše raziskave recimo v tem kontekstu. Ne. Države, ki so se Uniji pridružile po letu 4, ker tudi Slovenija, ne, so dobile tudi manj za financiranje raziskav kot bogate članice, Francija, Nemčija. Je to tako rekoč večna usoda takih držav? Ampak mislim, to lahko traja še kar nekaj časa. Ja, ne, mislim, glavni problem je, tukaj je malo, kako bi rekel, taka zanka je, ne, po temu rečemo. Ne. Zdaj, sploh ERC, Evropski raziskovalni svet, on poudarja več čas odličnost. Odličnost. Obzorje 2020 dosedanja, ne, tudi, ne, morda nekoliko v manjši meri, ne, ampak seveda odličnost, ne, zdaj nekaj bom dal primer, Britanski inštitut, ki je res odličen, ne, ima veliko možnosti več in tudi ogleda v svetu in tako naprej, kot neki inštituti iz male Slovenije, ne, ali pa kakšne druge države. In to je dejansko problem, ne. Ljudi vedo povedati dostikrat, da recimo tudi
preko ERC-ja so recimo sploh Britanci zelo uspešni, ne? Izjemno uspešni, najbolj uspešni od vseh držav. Ne? Oni imajo dobre šole, dober torej znanstveno-raziskovalni milje, infrastrukturo in so uspešni pri teh razpisih. Tako da, če gledamo recimo ERC razpise, so dejansko EU13 države v precejšnjem zaostanku. Ne? In a je to večni problem? Ja, če damo nekaj ekstra denarja za recimo EU13 države, z namenom, da se ujame razvite, je to morda neka pot. Ne? Zakaj pa je program Horizon Europe pomemben recimo za Slovenijo? Ja, Horizon Europe bo nadaljevanje torej obzorji 2020 z nekimi novimi cilji, z novimi usmeritvami, z novimi prioritetami Evropske komisije, kot sva jih omenjala tudi danes v razgovoru. In seveda je za Slovenijo pomemben kot dodatna oblika financiranja za naše znanstveno-raziskovalne inštitucije in tudi seveda za inovacije. Mi imamo seveda nacionalno financiranje preko ARRS, ne, imamo seveda tudi nekatera druga sredstva, ne, vendar pa vseeno je to, kar dobimo dodatno iz Evrope, zelo pomemben dodatek. Vendar je povsem na tem mestu rekel to, da je vedno ključno to, da imaš ti urejeno nacionalno financiranje. Če računaš na ta dodatek iz Evropske unije kot na nek fiksni del, je to lahko napaka. To so razpisi, kjer je huda konkurenca in ni zanesljivo, da ga boš dobil. Ti moraš imeti urejeno neko nacionalno financiranje in kar dobiš iz Evrope, je potem pomemben dodatek. Je pa res, da se marsikakšna država in inštitucije in raziskovalci iz teh držav, ki sekajo ali pa omiljujejo domače financiranje tovrstnih dejavnosti, toliko bolj usmerjajo v Evropo in je toliko hujša konkurenca potem. S kakšnimi izzivi se pa recimo vaša institucija SBRA sooča recimo seveda, ker smo pač v raziskovalni instituciji recimo nasproti recimo tem institucijam? Ja, mi se v bistvu soočamo z vsemi temi izzivi, o katerih govoriva. Ne? Mi pomagamo inštitucijam pri evropskem financiranju, to je skoraj glavna naloga pri promociji naše znanosti raziskav v Bruslu, da so naši deležniki prepoznani tam, da se jih povabi v konzorcije in tako naprej. Tako da, rekel, če so naše stranke, naši člani, naše inštitucije premalo samozavestne, ne, tudi naše delo težje. Ne. Tako da, generalno bi pa rekel tako, ne, zelo pomembno je, da imamo kot država jasna stališča, kaj hočemo, če govorijo o znanosti, raziskavah, inovacijah, torej na tem področju, ne, in da potem mi lahko jasno ta stališča zastopamo. Poleg tega tudi pomembno, da so recimo naše stranke, naši člani aktivni. Prej smo imeli recimo pripravo recimo misij, kakšni razpisi bojo. Tukaj je pomembno, da damo mi svoje teme noter, ki nam ležijo. Da uspemo vrstiti te teme v te programe in potem v kasnejše razpise. Ampak nekako morajo biti pa kompatibilne seveda, z generalnimi usmeritvami. Absolutno. In seveda, pomembno je tudi to, ne. Včasih recimo kdo pride k nam pa reče, ja, tole se prijavil na razpis, pa nisem uspel. Poglejte, kakšno dobro vlogo sem imel, ne. Recimo post festum pride do nas, ne. Mi pogledamo vlogo, pa vidimo, da ni tako dobra, kot on misli. Ali pa celo to, ne. Ti moraš neko novo stvar ponuditi, neko inovacijo. Ne moreš ti stare slame prodajati, ne. Če govorimo o nekih naprednih, inovativnih projektih, ti prideš pa z neko staro tehnologijo ali pa starimi rešitvami. Ti moraš priti v tak konzorcij s ponudbo, neko nišno, ne, kot sem prej rekel, to vidim Slovenijo kot veliko priložnost, usmeritev se mi zdi to prava, z neko inovativno nišno rešitvijo, potem te radi vzamejo zraven. Ne. In to je pomembno. Ne. Pa ti moraš biti ustrezno napreden in sodoben in seveda inovativen, da potem lahko si uvrščen v razne konzorcije, projekte, da lahko konkurenčno nastopaš. In seveda potem je naše delo lažje. Če pa nekdo pride k meni nekim starim produktom za starelo tehnologijo, nič inovativnega, nič novega, to vsi že poznajo, ja, predstavi nas v Bruslu, mi hočemo tam delati, biti prisotni v konzorcih. Kako, če si nekaj starega ponudil, ne? To nobenega ne zanima. Tako da naše delo seveda je pomembno in oziroma je tudi učinkovito tako, kot so člani dobri. Boljši kot član, boljši kot organiziran, več kot inovativnosti, nekih naprednih rešitev, lažje ga spasiramo. Kaj pa je v obzorju Evropa ključna novost za industrijska partnerstva, ne? In kaj prinaša seveda nova finančna shema za razvoj te industrije, recimo? Ja, velik poudarek bo na industrijska partnerstva. To je moče tudi neka hitra ocena, da ni najbolje za Slovenijo, je to bolj na kožo pisano. To že skoraj vrabci čivkajo, bi rekel v Bruslu, da je to na kožo pisano velikim korporacijam, ne? Kjer se bo forsiral torej razvoj, inovacije,
raziskave v korporacijah, to da so čim bolj aplikativno usmerjeno. To je ta aplikativnost, s katero sem že pogovarjala pri obzorjih 2020, je tukaj dodatno poudarjena. Ne? Se pravi, dodatno se bo forsiralo neposredne industrijske izboljšave, raziskave, inovacije, torej zelo aplikativno. Tukaj seveda se moramo ustrezno vključiti. Ne? Tako da to se mi zdi, recimo, kar se tega dela industrijskega tiče, da je zelo na kožo jim napisano. Ne? Kar se tiče pa recimo inštrumentov, kot je Fast Reactive Innovation in SME, tega inštrumenta izgineta, SME inštrumenta itak ni več, prihaja nov akcelerator, tako manj Accelerator in pa Pathfinder. So dva inštrumenta, ki financirata podobno do 2,5 milijona torej nepovratnega denarja. Prvi torej do faze komercializacije, akcelerator potem pod faze komercializacije naprej. S tem, da ta akcelerator lahko tudi poleg nepovratnega denarja 2,5 milijona do 15 milijonov kapitalskega vložka v podjetje nastopi. Ne? Slabost tega novega inštrumenta je pa to, pri SME inštrumentu in Fast Reactive Innovation se je lahko prijavili več podjetij, so bili nek konzorci, ki so potem vsak recimo neko funkcijo upravil v tem konzorciju in so ponudili celostno storitev, ponovno mora pa to ena firma ponuditi celostno storitev. In to ocenjujem, da ni najbolje za slovenske firme, ker smo manjši, naše firme pokrivajo manjša področja in je težje celostno funkcijo pokriti. In tako tukaj se bo treba ustrezno znajti in tudi tukaj bomo mi nudili ustrezno to vrstno pomoč, kako to zapakirati celostno storitev v enem podjetju, da boš potem lahko konkuriral recimo na akceleratorju. Kakšno vlogo pa recimo bo imel ali ima ta na novo ustanovljen Evropski inovacijski sklad? Ja, ker nekatere države članice ne so pa zadržane do tega. Ja, to je bilo veliko je bilo tukaj polemik, kajti ta SME inštrument in Fast Reactive Innovation, hitra pot recimo do inovacij, če bi to prevedli, ne, te inštrumenta sta bila kar popularna, relativno enostavna, bom rekel, relativno, ne. Nobena evropska zadeva z birokracijo evropsko ni enostavna, ne, je kar nekaj dela, ampak te inštrumenta sta relativno enostavna, kot rečeno, dokaj popularna in zdaj jih ne bo več. Ampak ne bo jih več zato, ker so ugotovili, da je bil izplen na dolgi rok slab. Zato so zdaj ponudili še vložek kapitalski, da lahko bo firma, ocena so, če neka firma ima z neko inovativni produkt, z 2,5 milijoni, ki jih lahko največ dobi, ne, kot nepovratna sredstva, ne more speljati cele zadeve do lansiranja na trg. Enostavno je to premalo denarja. Zato ponujajo še 15 milijonov vložka, kjer potem lahko res produkt spraviš na trg. Ne. Zdaj, tukaj bo potrebno za slovenska podjetja, srednja mala podjetja, določena prilagoditev delovanja. Ne. To se mi kot SBRA smo se na to že pripravili in ponujemo to pomoč, kako tukaj pomagati podjetjem, da se ustrezno prilagodijo, ker to je drugačen inštrument in bo bolj zahteven inštrument. To se bo treba tukaj prilagoditi. Ne. Tako da ta sklad, ja, tako deluje, je nekaj neznank še, kako bo ta kapitalski vložek prihajal v to vrstna podjetja. Ne. Verjetno bo to komisija dala nekemu zunanjemu izvajalcu, kakšnemu skladu tveganega kapitala, sodelovalo bo tudi z Evropsko investicijsko banko na tem področju. Tako to potem teh do 15 milijonov vložka bo na ta način. Slabo za slovensko mentaliteto, da tako rečem v tem smislu, je, ker slovenska podjetja, recimo družinska in podobna, ne rada vidijo nek tuj vložek noter. Ne. Če bo šlo za lastniški vložek, to ne rada vidijo, ne, ker tudi zgubijo malo kontrole v podjetju in tako naprej. Ne. Tako da to je neka prilagoditev potrebna, ne, tudi miselna. Poglejte, mislim, da pred 14 dnevi je bil na obisku v Sloveniji tudi predsednik Evropskega raziskovalnega sveta Bourguignon, ki je izrecno poudaril, da pri IRC-ju ne gre za tako imenovano običajno financiranje, pač pa gre za visoko tveganje in pa posledično za velike dobičke. Ne. Raziskovalci, ki se prijavljajo, naj bi imeli kar, tako je on rekel, ne, nore in pa tvegane ideje. Ne. In razvoj takih zamisli je potreben tudi čas, ne gre to od danes do jutri, ne. Zato tudi 5-letno financiranje primerno. Ne. Je to dobro za raziskovalce? Jaz mislim, da je dobro. Mislim, da je IRC oziroma Evropski raziskovalni svet ocenjujem jaz osebno zelo pozitivno. Gre za odlične inštrumente, tudi teh grantov, kot rečemo, je več vrst, so prilagojeni različni stopnji raziskovalcev, ne, od začetnega do
naprednega, ne. Tudi zdaj se lahko nekaj združuje, ponujajo neke dodatne tudi možnosti. Inštrumentarij kot tak, način delovanja ERC-ja meni osebno ni sporen, ampak recimo seveda slišimo veliko pripomb, da je ta razporeditev sredstev, da je nepravična. In ko gledaš konkretne podatke, nekaj ljudje, kakšne vtise imajo, kaj povejo, ne, včasih so ljudje to čustveno reagirajo in tako naprej, ampak ko pogledaš čisto golo statistiko, je pa to dejstvo, ne, da recimo EU-13 države dobijo, njen delež rečemo v celotni Evropski uniji, dobijo sorazmerno manj sredstev. In to pa ni v redu, ne. Sploh v Sloveniji radi trdimo, da imamo mi odlične projekte, imamo odlične znanstvenike, raziskovalce, imamo tudi patente, imamo odkritja in tako naprej, tako da ta usmeritev tudi ministrstva in tudi nekaterih pomembnih slovenskih deležnikov, kot recimo Univerza Ljubljana, Kemijski, vsi večji inštituti, Jožef Štefan in tako naprej, ki usmerjajo tudi del svojih sredstev v izobraževanje znanstvenikov, raziskovalcev, kako oddajati vloge za ERC, kako jo napisati, da je res brezhibna, ne, je gotovo prava. Ne, ker morda smo tudi včasih nekoliko nespretni pri teh vlogah. Mi pomagamo, kdo se na nas obrne, tudi tako, da tudi obrazlagamo s pomočjo naših kolegov v ERC-ju, kako se te vloge pišejo in to se je pokazalo za dobro, ne, ko iz prve roke zveš, kaj velja poudariti, kaj ne in tako naprej. Še nekaj se mi zdi zanimivo, ne, ker je Bourguignon pripovedoval tam, da so v komisiji ERC-jevci kar zadovoljni, ko kandidat sporoči, da je bil z idejo zavrnjen na nacionalni komisiji, recimo pri nas na ERC-ju, ne, ker je bila ideja preveč tvegana. Ne. Pravi, da on razume, da je potrebo po dolgoročni perspektivi težko sprejeti, seveda zlasti za oblikovalce politike, ki so odvisni pač od volitev. Ne. Če se pa osredotočiš na kratkoročne rezultate, izgubiš tudi temeljne raziskave in ravno tu pravi je ERC izgradil neko svojo strategijo, ki gre v prid najboljšim raziskavam. Kako taka stališča odmevajo med politiki in kako med raziskovalci? Kar se tiče politikov, bi rekel, da generalno, če zdaj govoriva, ne za Slovenijo, na splošno v Evropi, ne, glavna pripomba je prav to, ne, zahodni politiki v glavnem tisti, ki pokrivajo, rečemo, znanost raziskave, pravijo, da mora ERC strogo ohraniti to usmeritev, ki jo ima, ne. Bom rekel, politiki iz EU-13 pravijo, da premalo denarja pride do EU-13 raziskovalcev, ne. To so glavne politične teme, kar se tiče ERC-ja, ne. Drugih jaz tako ne zaznavam v Bruslu, ne. Pripomba je predvsem to, da morda bi tudi lahko imel ERC več denarja kot tak, ne. Se pravi, da bi iz evropskega proračuna, torej iz mnoga recimo obzori Evropa, da bi dobil v tem paketu več denarja, ne, in potem bi lahko tudi recimo morda dosegel ta denar več EU-13 znanstvenikov raziskovalcev, ne. Drugače pa sam projekt se mi zdi res dobro, kot če bi 5-letno financiranje, sami ste ugotovili, da je to neka prava mera, ko delaš nek projekt, ne moreš od danes do jutri, to znanstvenim raziskovalcem omogoča neko stabilno delovanje, ne, ko veš, da imaš zagotovljeno sredstvo za 5 let, poleg tega imaš seveda neko domače okolje, kjer tudi je neko osnovno financiranje zagotovljeno. Mislim, to je res prestižna nagrada, ki jo dobiš in mislim, da je vsak raziskovalec, ki posveti znanstvenik, ki posveti življenje temu, ne, in po mojem mu je pravi cilj, da dobi nekoč ERC grant, ne. No, znotraj tega recimo teh raziskav, a ne, pa je preverjanje etičnih mej pri raziskovalcih prav tako tudi pomembno. Ne gre zdaj samo za to, da dobiš ti sredstva in potem delaš, kar pač se ti zdi, ne. No, zanimivo, da nekateri projekti preverjanja tudi v bistvu potrebujejo recimo te vede o življenju, ne, life sciences, ne. Uporaba in razvoj umetne inteligence in tako naprej, zlasti tam, ti dve področji sta mogoče taki potrebni, a ne, nekih etičnih A se vam zdi to smiselno? Celo bojo humanistične vede bodo pridobivale s časom, včasih se čutijo zapostavljene, da je premalo so zraven. Jaz mislim, da pri vseh teh projektih, tudi misije, ki se jih prej omenjala, teh 5 misij, čeprav so vse tehnično naravnane, več ali manj, razen ene, kjer so tudi družbene spremembe vključene, a ne, ampak mislim, da pri vseh bo potreben ta humanistični pristop tudi, ne. Ker potem včasih je potoči zvoniti prepozno, ne, ko ne vem, nek projekt je čisto zelo tehničen, ne, in potem se odkrijejo neke etični problemi mogoče čisto sociološki, socialni, ekonomski, če hočete in tako naprej, tako da to mislim, da bo ta del bo pridobival tudi v novem programu.
Poglejte, tudi razne inovacije, ne, ki jih raziskovalci seveda naredijo, ne, včasih tudi prihitijo zakonodajalce. Ja. Bi te dimenzije morali upoštevati zakonodajalci in kako bi se na nje odzivali raziskovalci? Kaj storiti recimo v takih primerih? Ja, recimo, spet govorimo o komični znanosti, recimo, vedi, ne, če bi bil, dajmo tako po domače povedal, ne, če bi nek pravnik bil vključen pri nekem čist tehničnem projektu že zraven, ne, in bi skušal ugotoviti, kaj pomeni takšna recimo stvar v praksi, ne, in bi že sproti oblikoval nekaj rešitev, malo si kakšen problem bi odpadel. Ne, jaz recimo imam res tipičen primer, ki je spet zelo banalno, bo navaden človek tako razumel, če ga tako povem, te skiroji, ne. Skiroji so se v Bruslu razpasali neverjetno. Električni skiroji. Vendar za njih ni nobenih pravil. Eni skiroji vozijo kar sred ceste kot motorji, eni skiroji vozijo po progi za kolesarje, eni skiroji vozijo po pločniku, ki pesci hodijo. Ne? In ti skiroji kar švigajo tamle, tako so prav nevarni. Ne? Za njih v bistvu se ne ve, kam spadajo. Najverjetneje po kolesarsko stezo, najverjetneje. Ne? Ampak to nikjer ne piše, zato ker nobena zakonodaja ni predvidela, ker jaz vem v nobeni državi, nikjer ni skiro omenjen kot prevozno sredstvo. Omenjanje pešec, omenjanje kolesar, omenjanje motorist, ne? Ni pa skiroja nikjer. Se pravi, karkoli se zgodi, ni to pokrito zakonodajo. Se pravi, nekdo, ko bi lansiral, to je nekaj vrste je inovacija, te skiroje, ne električni, skratka, mislim, inovacija. To ni revolucija, ampak neka inovacija pa lahko rečemo, da je, da se uporablja tako v prometu. Ne? Če bi recimo že takoj v začetku vključeni ustrezni raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki, če hočete, bi morda sproti že oblikovali to zakonodajo. Ne? Je pa zanimivo, to je prav paradigmatski model, ne mislim, kaj se to lahko dobi. Poslovni model je definitivno inovacija. Ne? Sam skiro inovacija to, da je zdaj električen, ne? Recimo, oziroma na baterijo. Ne? Pa inovacija to, da kar plačaš s kartico, pa se peleš. To so neke inovacije. Ne? Niso to revolucionarne. Ne? To plačilo s kartico poznamo iz gostilne, iz posod. Ne? Je samo implementirana v te obliki, ne? Ampak recimo, to je en tak tipičen primer, ne? Ker se je moče pozabil, ne? Ker en skiro peljal tamle po cesti, ni bilo problema. Zdaj, ker pa švigajo takole med avtomobili, je nevaren za njih in za avtomobilistov. Mislim, res, v Bruslu se je to tako razpasilo, ampak da je prav nevarno. V Ljubljani vidim, da še ne toliko, ne? Ampak tudi prihaja do tega. Tudi, ja. Poglejte, IRC je že razglasil zmagovalce najnovejšega natečaja Konsolidator Granta. Ne? No in financiranje raziskovalcev, ki je del raziskovalnega inovacijskega programa Obzorje 2020, ne, je vredno, mislim, da 600 milijonov. Projekti se bodo seveda izvajali v 24 državah po Evropi, vodilne, kar je pa zanimivo, ne, vodilne pa so Nemčija, ima, mislim, da 53 grantov, Združeno kraljestvo 50, Francija 43, Nizozemska 32. Projekti pa zajemajo področja fizike, tehnologije, tehnike, ne? Veto življenju, pa tudi družboslovja in humanistike. Mislim, meni se zdi zanimiv ta razrez. A to je logičen nasledek tistega, kar ste vi prej začetku govorili? Ja, ne, vse vidite, recimo, Velika Britanija je, dobro, tukaj na drugem mestu sicer, ne, bo če gledamo absolutno do sedaj, Velika Britanija dobila največ grantov, ne. Veliko ima tudi recimo Švica, ki ni članica Evropske unije, pa sodeluje s programi, torej financira programe in tudi kandidirajo lahko njeni raziskovalci, ne. Ja, se IRC je temu namen, da lahko kdorkoli. Tako je, tako je. In tudi v prihodnje bo recimo Velika Britanija, če bi pravi ven recimo iz PU-ja, ne. Mislim, tako da, ja, ne, mislim, zahodne države prevladujejo, to sploh ni dvoma, ne. Ni dvoma, ne. Od vzhodnih držav, tako rečemo, ali pa rečemo bolje, od EU 13 držav, je najuspešnejša Madžarska. Ne. Na drugem mestu je Češka, potem mislim, da smo že mino. Mi smo zdaj napredovali, moram reči, v zadnjem času precej. Mi smo neko obdobje imeli skozi okrog 3 grante, zdaj imamo, mislim, da 10 grantov zdaj. Ja, vseh skupaj, ja. Tako za nek napredek, torej vlaganje v to vrstno znanje in podarjanje tega, ne, je se očitno rodilo neke sadove. Ne. Od prvega obiska predsednika Bourguignona, ki smo ga organizirali leta 2016, ne, do potem še 2 obiskov, zadnjega, ki ga organizira ministrstvo, in vse to sodelovanje, ki takrat se inicira do 2016. leta dodatno, mislim, da so to neki sadovi tukaj.
Poglejte, v nekaterih okoljih pa nahajamo mnenja, da Evropa tako rekoč zaostaja v globalnem smislu. Ne? Ta mnenja nastajajo na osnovi ocen velikih finančnih spodbud, ki jih dajo za razvoj predvsem azijske države. Ne? Kakšne so potem prizadevanja, da bi postali možgani glavni vir Evrope? Ne? To se lahko seveda sliši kot krilatica, vprašanje pa je, koliko je to poanto razumejo oblikovalci, politiki in pa raziskovalci sami. Ne? Po drugi strani pa obstaja občutek, da je Evropa v primerjavi z Združenimi državami prepočasna v umeščanju rezultatov raziskav na trg, se pravi te aplikacije. Ne? In finančni trgi v Evropi tudi niso tako drzni, kot so drugod, recimo v azijskem bazenu pa v Združenih državah. Bi ta prizadevanja lahko razrešili v okviru programa Horizon Europe? Ja, ideja je, da se ta nesorazmerje, če hočete, razrešijo pri bodočem programu, torej obzorja Evropa. Je pa to se res, kar ste že sami vprašanju povedali, Evropa definitivno zaostaja. Tako za Ameriko, kot za Kitajsko. Južna Koreja vemo, da ogromno vlaga torej celo največ na svetu v raziskave, razvoj, inovacije. Skandinavske države, dobro, to so del Evrope, ampak ko gledamo celotno Evropo, mi zaostajamo, definitivno. To je velik problem. In tudi bodoči program Evrope, torej obzora Evropa, bomo videli, kako bo na koncu denarja dobil. Tukaj se bo zdaj kopja lomila. Prav na znanosti, raziskavah, inovacijah. Tako da to je problem, absolutno. Evropa je počasno zaostaja, poleg tega, ko mirno recimo, torej sklade tveganega kapitala jih ima Evropa relativno zelo malo, Amerika tukaj definitivno še vedno prednači, še vedno številka je na svetu. Številni start-upi, ki so uspešno recimo začnejo v Evropi, jih kasneje odkupijo Amerikanci, jih zgubimo na nek način, kot Evropa. Tako da te unicorns, kot rečemo, to so start-upi, ki pridejo do vrednosti milijarde evrov, teh je v Evropi relativno zelo malo, oziroma jih je še kar nekaj, potem jih podkupijo Amerikanci. Ko se tega tiče, ima Evropa veliko problemov. In več denarja za znanost, raziskave, inovacije, kar je bil cilj teh 100 milijard za naslednjim evropskim proračunom, je bila prava stvar, ampak že slišimo, da se to lomi malo. Vidimo, kakšna bo končna številka. No, to ob koncu kljub vse bo še nekaj. A pričakujete, da bo Evropska komisija namenila več pozornosti raziskavam? Namreč tudi glede tega, ker ta portfelj za raziskave, kamor so vključene pač raziskave in inovacije, v imenu ni posebej omenjen. Komisarskem imenu. Zdaj je prišlo do spremembe imena in je omenjen. To je tudi slovenska pobuda, tako tudi mi smo v Bruslju se angažirali precej znanih raziskovalcev, akademikov iz Slovenije podpisalo pobudo, ki je šla tudi v Bruselj. In ime se je spremenil. Tako da zdaj je ime, torej vključuje youth, se pravi mladost, in inovacije in raziskave. Edin besede znanost ni noter, so pa raziskave noter in inovacije v nazivu tega resorja oziroma komisarkama v tem svojem področju to zdaj navedeno. Recimo se predpostavlja, da je znanost imanentna v raziskavah. Ja, recimo, da je to neke vrste. Če pa mi v Sloveniji vedno rečemo znanost, raziskave, inovacije, recimo, tako je tudi recimo nekako v prejšnjih obdobjih v Evropi vedno to poudarjeno, mislim, da je recimo znanost nekako pokril ERC, raziskave recimo bi bolj morda obzorja so pokrila, inovacije pa ravno nekako v oboji. Ja, zdaj v imenu ni znanosti kot take, ampak recimo se to nekako enači z raziskavami. Kar bi seveda lahko diskutirali, ampak ime je zdaj recimo kar v redu.